Lep pozdrav, spoštovani člani in članice Slovenske ljudske stranke, člani glavnega odbora in vsi gostje, vsi posamezniki, še zlasti mladi, ki ste se odzvali današnjemu vabilu, spoštovani predstavniki medijev. Veliko čast mi je, da bi predstavila tudi gospoda profesorja dr. Ernesta Petriča, ki je žal še na poti, smo vam smeli malo težave. Tako da bi kar nadaljevala. Najprej vas bi obvestila, da pred začetkom redne seje napovedujemo slavnostni del seje glavnega odbora, ki bo posvečen poimenovanju politične akademije po dveh največjih osebnostih, Ivanu Omanu in dr. Francu Zagožnu. Izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke je na dopisni seji sprejel sklep, da se poimenuje potem. In bomo najprej ta uradni slavnostni del začeli, potem bomo pa nadaljevali po dnevnem redu in po vseh procedurah sejo glavnega odbora. Predlagam, da kar gospod Tim Ribič pride in odpoje himne. Komu napred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sinov sloveče matere. Žive naj vsi narodi, ki krepeni dočakat dan. Da korel srce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prozva vsak, neurakle sosed bomejak. Da rojak prozva vsak, neurakle sosed bomejak. Neurakle sosed pomejak. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenec sem, Slovenec sem. Zatorej dobro vem, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, odziveli do groba. Nekadne moja se zvestova, nekadne moja se zvestova. S ponosom reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem. S ponosom reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem. Sedaj vabim k besedi predsednika Slovenske ljudske stranke Marjana Podobnika. Hvala lepa. Veste, zdaj, ko ste zapela dve pesmi, se lepo zahvaljujem Timu Ribiču in prijatelju in sodelavcu z Japonske
Zadnjič sem se z nekom pogovarjal, je rekel, vzeli smo si nekako to navado, češ, da ne smemo zaploskati in pol ljudje lepo zapojejo, pridejo iz Maribora, grejo nazaj, aplavza pa ne doživijo, se pravi, ne piše ne v Svetem pismu, nekje drugje, da ob zaključku ni potrebno, celo potrebno je dateno priznanje. Tako da predlagam en močan aplavz, prišla sta prav s tem namenom. Kot veste, je danes mal poseben dan, cela vrsta zadev je, zato je ta dren, ki ste ga vsi doživeli, pa smo ga doživeli, veste, petek, popoldne, dež, razprodan štadion za naslednjo nogometno tekmo in zapore cest v Ljubljani, zato je tudi dr. Petrič, nekateri zamujajo, ampak jaz sem zelo vesel, da smo se v tej predtočki, prvi točki današnje seje glavnega odbora zbrali na tem, za ta lep namen, da Politično akademijo Slovenske ljudske stranke poimenujemo po dveh največjih osebnostih Slovenske kmečke zveze, torej današnje Slovenske ljudske stranke, Ivanu Omanu in profesor doktorju Francu Zagožnu. Mi vemo, tisti, ki ste bili, ki smo bili od samega začetka in že pred začetkom delovanja Zveze slovenske kmečke mladine in Zveze slovenske kmečke zveze, da sta to dve osebnosti, ki sta bili medsebojno povezani. In samo z tem optimalnim njunim dopolnjevanjem smo danes lahko ponosni na tako izjemno pomembno vlogo Slovenske ljudske stranke v času osamosvajanja in demokratizacije Slovenije. Profesor dr. Franc Zagožen je bil pobudnik ustanovitve Zveze slovenske kmečke mladine in Slovenske kmečke zveze. Mladim in študentom in drugim, ki smo takrat 29. februarja na prestopno leto v Žalcu ustanavljali iniciativni odbor Zveze slovenske kmečke mladine in na to 12. maja 1988 Zvezo slovenske kmečke mladine in Slovensko kmečko zvezo, nam je bil res eno trdno oporo svojim pogumom, svojo trdno odločenostjo in prepričanjem, da je treba neke ključne stvari narediti in da ni možno vse narediti na mehko, da včasih je treba tudi nekaj bolj jasno, bolj na trdo narediti in v času še strankarskega, enopartijskega režima, danes z te perspektive to zgleda nekaj preprostega, ampak takrat ni bilo samo po sebi umevno in profesor Zagožen je bil z tem svojim pristopom mladim in drugim, ki smo bili zraven, res izjemna spodbuda in motivacija. Ivan Oman, profesor Zagožen je umrl pred dobrimi 5 leti. Ivan Oman pa je kot prvi predsednik Slovenske ljudske stranke, kot soustanovitelj takratne Slovenske kmečke zveze, torej Slovenske ljudske stranke, kot verjetno največji ljudski tribun, ki ga je imela Slovenija, in hkrati kot velik državnik, pobudnik ustanovitve Demosa, edini v predsedstvu, ki se je uprl razorožitvi Slovenije, slovenske teritorialne obrambe v odločilnih trenutkih, ko se je lahko pričakovalo, da bo potrebno z orožjem braniti razglašeno neodvisnost Slovenije, je bil tista osebnost našega prostora, najprej Slovenske kmečke zveze, Slovenske ljudske stranke in potem celotnega demokratičnega kroga, za katerega je v žalno knjigo takratni minister za informiranje Jelko Kacin, v žalno knjigo na Slovenski ljudski stranki pred 14 dnevi zapisal, če ne bi bilo Ivana Omana, ne bi bilo osamosvojitve Slovenije. On se je namreč zavedal, ker je bil eden od 3 ključnih, se pravi Kacin, Bavčar, Janša, ob predsedniku vlade in Omanu v predsedstvu. On se je namreč zavedal, kako na tesno je šlo. Mi smo imeli v predsedstvu ljudi, ki so, pa brez da bi komu pripisovali slabe namene, morda preprosto verjeli, da se mi nismo v stanju upreti 4. največji armadi tistega časa v tem prostoru, da je preprosto treba relativizirati plebiscitarno odločitev in na nek način pomakniti za nedoločen čas. Ampak če bi pomaknili za nedoločen čas, ko bi se vrata enkrat zaprla, bi bila zaprta, kot so danes zaprta za Katalonijo, Baskijo in številne druge.
Zato se mi zdi, da je to res ena lepa simbolna stvar, mimo grede. Dr. Peter Pavel Klasinc se opravičuje, ker je službeno v tujini že ob prej dogovorjeni tuji obveznosti. Direktor Politične akademije Slovenske ljudske stranke nas pozdravlja in izrecno podpira to odločitev. Mislim, da s tem poimenovanjem dajemo na nek način tudi težo Politični akademiji. Jaz verjamem, da bo dr. Petrič v nadaljevanju tudi nekaj misli povedal o pomenu Politične akademije za izobraževanje, usposabljanje mladih in vseh drugih. Jaz sem vesel, da je danes na to pobudo, da pripeljete s sabo mlade, nadpovprečen delež mladih med nami, glede na to, torej dr. Toplak je večkrat rekel, naj vsak pripelje še koga zraven, ki bo kako toliko mlajši, pa toliko boljši, toliko ne vem kaj še, in začenjamo s temi koraki in jaz verjamem, da bodo obrodili sad. Bi pa povem še par stavkov predlagal, da v spomin in spoštovanje Ivanu Omanu in profesor Zagožnu počastimo njun spomin z minuto molka. Slava njunemu spominu, naj počivate v miru. Morda še samo par misli, ker je današnji program tak, da bomo po tem, ko bo predstavljeno to poimenovanje, mogoče je Jure tukaj, mogoče lahko že zdaj tudi pokažemo ta znak, kot je predviden. Izvršilni odbor je podprl to poimenovanje pred dnevi, verjamem, da bo tudi glavni odbor, se pravi po teh predstavitvah, ko bo o tem glasoval. Danes je predvideno, da potem naredimo eno kratko pauzo in en sprejem, na katerega nas vabi naš evropski poslanec Franci Bogovič. Kot veste, smo takrat nekaj z strežniki ni bilo v redu, pa niste dobili vsi vabili in smo prestavili tisto sejo, ker se je že vino hladilo in ostale stvari so bile pripravljene, pa smo potem to sejo prestavili in bo danes tudi... Kako? Je pohvalno. Tako da bo danes nas povabil po tem prvem delu na en tak kratek sprejem. V nadaljevanju bo danes glavna tema mladi, torej kako povabiti mlade k aktivnemu političnemu in družbenemu delovanju. Imamo, mislim, da enega, par uvodničarjev in potem danes je to osrednja točka. Vzemimo si čas, verjetno si ga 20 ali pa 30 let nismo vzeli. Jaz pravim, če sem bil pred 32 leti najmlajši in kot predsednik in med najmlajšimi sicer, je bilo to res, je bil mlad, verjetno premlad za kakšne zelo močne funkcije. Če sem pa danes med mlajšimi v Slovenski ljudski stranki, je pa to zaskrbljujoče. In se mi zdi, da je pomembno, da si vzamemo danes čas in da res to točko, ki bo sledila temu sprejemu, da zelo odkrito spregovorimo, verjetno ima vsak svoje poglede, posebej bi želel, da danes mladim damo besedo. Naj povejo tisti, ki so prišli, kako vidijo ljudsko stranko, druge stranke, politiko nasploh, kaj je razlog, da se v širokem ali pa malo ožjem krogu izognejo političnega delovanja, ne glede na to, da ne dvomim, da mladi še kako dobro vedo, da pravzaprav politika določa v prvi vrsti njihovo življenje. In je odgovorna drža vsake politike, še posebno pa tiste, ki želi biti in je ljudska, da omogoča mladim, da imajo dejansko pomemben vpliv pri določanju politike. To ne pomeni, da se bomo z vsem strinjali. Saj se oni tudi ne strinjajo z vsem, kar mi predlagamo. Ampak pomembno je, da se začuti tudi v širši javnosti, da mladi ustvarjajo program, način delovanja za prihodnost Slovenske ljudske stranke, za prihodnost Slovenije. Če bomo pri tem uspešni, potem nam za prihodnost Slovenske ljudske stranke ni potrebno skrbeti. Če bo še kaj časa, bomo sicer v nadaljevanju
spregovorili še nekaj besed o trenutno aktualnih zadevah. Jaz vem, da je marsikdo med vami, nekateri ste mi tudi odkrito rekli, nekoliko, bom rekel, se nasitu medvedov, volkov in šakalov, posebej iz tistih koncev, kjer jih nimate na dvoriščih in v preddverjih. Zdaj tisti, ki jih imamo dobesedno na dvoriščih, nas ne moti to, da smo se res angažirali in da smo uspeli, Slovenska ljudska stranka, skupaj s Sindikatom kmetov Slovenije in civilnimi skupinami iz teh območij, kjer so napadi medvedov najbolj problematični, da smo uspeli spodbuditi vlado, ministrstvo za okolje, ministrstvo za kmetijstvo. Glejte, vmes se je zgodilo tudi to, da se je privoščil en hud spodrsljaj predsednik vlade v Gornji Radgoni. Zdaj prav je, da tu veste, Glejte, tam je bil pripravljen velik protest. Mi smo odpovedali traktorje, dvojno zaporo ceste, ljudi, pripeljali smo pa traktor s 6 kubiki gnojevke, ki je bil na otvoritvi tam zunaj. Se pravi, je bil pripravljen in veste, tisti, ki ste s kmetov, koliko deleč nesejo te cisterne. Zdaj, skušnjava, da jo uporabimo zadevo potem, ko je Šarec začel govoriti, kar je govoril, bila res velika in jaz sem zadovoljen, da tako sam kot tisti, ki ste bili zraven mene, smo se zadržali in smo to vse obdržali za sebe. Ne glede na to, da če gledate po televiziji, veste, kako so francoski pa kakšni drugi kmetje protestirali, ko je bilo treba protestirati. Vem, da je bilo za marsikoga neprijetno. To je naš sejem. To je kmečki sejem. To je podeželski sejem. Jaz sem osebno, pa še nekateri smo imeli veliko pogovorov z vodstvom Radvanskega sejma, z ministri, sekretarji in tak naprej. Dejstvo je, da potem, ko so se ustrašili tega, ker so vedeli, kaj bo, so tudi vse obljubili in potem, ko smo mi to vse odpovedali, me tudi ne čudi, da so malo pojedli to besedo. Ampak nič hudega. Veste, zdaj se stvari dogajajo. Včerajšnji sestanek sicer ni bil dober. Jaz sem govoril z Medvedom, predsednikom Sindikata kmetov, recimo pristojni ministrstvi. Oba ministra sta si privošla nesprejemljivo manipulacijo. Po dolgem pogovoru in s predstavniki številnih organizacij so naredili tiskovno konferenco, kjer sta šla samo oba ministra na tiskovno konferenco. Potem so to zaključili in potem so poslali sindikat kot druga. Se pravi, to narediš samo, če hočeš ponižati sogovornika. In kaj smo lahko slišali po medijih? Oni so povedali svojo resnico. Če bi bili skupaj, jaz vem, kaj je bilo na tem pogovoru, bi verjetno na kakšno zadevo predsednik sindikata povedal, da ni čisto tako, ker oni so tam razglasili, da so se dogovorili, da bo neka posebna skupina zdaj določila, na kakšen način se bodo te stvari vnaprej urejale. Vi veste, da kdaj ustanoviš komisijo? Takrat, ko nimaš kakšnega namena, da boš v bližnji prihodnosti kaj naredil. Tisto, kar pa mi zdaj rabimo, in rabimo zelo nujno, če povem še enkrat svoj primer, Velike Lašče so 6000-krat manjše od Francije, pa imajo v tem trenutku 2 medveda več kot cela Francija. In pred kratkim je 100 županov v Franciji protestiralo. Da bomo vedeli, se pravi, takega primera ni na svetu, kot je v tem trenutku v nekaterih okoljih Slovenije. Ni vprašanje časa, ali bo tragedija. Vprašanje časa je samo, kdaj bo tragedija. In jaz sem povedal ministru na dolgem pogovoru, ministru za okolje, tragedija se bo zgodila, ampak če se bomo do takrat dogovorili in boste vi začeli delati, kar odgovorna politika dela, z dr. Toplakom sva se pogovarjala in je dal pobudo in rekel, zaščita varnosti, torej varnost ljudi in njihovega premoženja je v Sloveniji ustavna pravica. Država je dolžna zagotoviti to ustavno pravico. Če jo ne zagotovi, imajo ljudje pravico do samoobrambe v nujni sili. In sem rekel ministru, če se zgodi, da ob tem, ko veste, kaj se dogaja, predvčerajšnjem je bil medved pred šolo, par 100 metrov stran, v Škofljici. Škofljica je predmestje Ljubljane. Ne bo treba odloviti pa odnesti v Ljubljano, sami prihajajo tja. Če se zgodi, da ob vaši neaktivnosti se zgodi tragedija, morate vedeti, da vas bo odneslo komplet vlado in vse in boste prstali v zaporih, ker če drugi ne bomo tisti, na katere se v tem trenutku obračajo ljudje, ki so zaskrbljeni, preplašeni zaradi varnosti svojih otrok in drugih, vas bomo gonili do bruseljskega in strasbourškega sodišča. Če se pa dogovorimo, da boste delali, kar morate delati,
Potem bomo pa skupaj branili, tudi če se bo zgodila kakšna tragedija. Ker je zdaj zatečeno stanje in je treba pač to stanje reševati. Jaz moram z obžalovanjem povedati in povem tu odprto pred javnostjo. Mi je hudo, da danes, ko poimenujemo politično akademijo po dveh velikih ljudeh, Slovenske kmečke zveze, Slovenske ljudske stranke, da je žal naša ključna takratna sodelavka Marija Markeš ključen človek v tem trenutku na Ministrstvu za okolje. Jaz sem imel nekaj pogovorov na to temo. Jaz bi želel, da tudi drugi, ki imate te kontakte, dejte pomagati, ki imate kontakte z ljudmi na Ministrstvu za kmetijstvo, na Ministrstvu za okolje, pri predsedniku vlade, ki sodelujete, da vem, s sindikatom in z civilnimi skupinami. Gre za stvar, ki se jo ne sme podcenjevati, ker mi ne želimo anarhije, mi ne želimo red. Lejte, v tem trenutku je formalno padel oziroma dva volka, sta padla legalno. Ne govori se, koliko jih je padlo sicer in je bilo zakopanih. Mi ne želimo, da je anarhija, da se spodbudi lov na črno. To ni prihodnost, ker ta se ne bo ustavil. Mi želimo imeti urejene zadeve, smo tudi predlagali in so delno včeraj sprejeli, da bi v kočevskih in snežniških gozdovih na teritoriju 40.000 hektarov, 400 kvadratnih kilometrov, kjer živi samo okoli 100 ljudi, naredili po kanadskem predlogu regionalni park, kjer imaš lahko noter par sto medvedov, toliko tropov volkov in tako naprej, za turizem, za raziskovanje, znanstveno in tako naprej, da pa izven tega se izrazito omeji število in ko pa se volk, medved, čakal pojavi pri ljudeh, do ljudi, se pa tako kot v vseh evropskih državah in v večini držav sveta mora biti odstrel ali odlov praktično sproščen. V tem trenutku pa žal niso niti tega naredili in to nasprotujejo na Ministrstvu za okolje, da bi ukinili kazni za lovce, če odstrelijo volka, ki je iznad te kvote 7 volkov, kar pomeni, da če bi zdaj še enega odstrelili tam, kjer so bili ti dnevni napadi na Cerkljanskem v Novakih, bi lovc ogrozila kazen od 1000 do 3000 evrov, v lovski družini pa 6500 evrov. Druga stvar, ki smo jo dali včeraj preko Marjana Mavčeca, državnega svetnika, v državni svet in upamo, da bo uspelo tudi v državnem zboru, je zakonodaja z področja preprečevanja nezakonitih migracij. Nezakonite migracije dobivajo drastične razsežnosti. Mi moramo vedeti, da to ni isto kot leta 2015. Res je šlo 100.000 ljudi skozi, ampak skozi. Tisti, ki niste bili ravno na tej poti, jih sploh niste zaznali. Zdaj pa veste, kakšna je zakonodaja na Madžarskem v Avstriji. Italija je pa povedala, če ne bo Slovenija zaščitila južne meje, šengenske meje, slovensko-hrvaške meje, bo zaprla slovensko-italijansko mejo, kar pomeni, da Slovenija lahko postane migrantski žep. In v teh razmerah je seveda popolnoma brez smisla graditi nove panelne ograje, pošiljati vojake na mejo, ker to samo plaši turiste, nič drugega. Enega migranta to ne ustavi, ker migrant pride čez mejo, nezakonit migrant, in policisti ga vrnejo nazaj. In policisti povejo, da ga tudi 5-krat, 6-krat, 8-krat istega vrnejo. Zato smo mi pripravili predloge zakonodaje, sprememba 308. člena Kazenskega zakonika, da ne le nasilen prehod državne meje ali prehod državne meje z oborožitvijo, ampak vsak prehod državne meje je kaznivo dejanje, ki se kaznuje z 1 do 2 let zapora, z izgonom po prestani kazni in z denarno kazni od 400 do 1200 evrov. Ta sistem je imel na Madžarskem posledice, da so prej ljudje množično v 10.000 šli iz Srbije in iz Hrvaške proti Madžarski, v tistem trenutku se je to v celoti ustavilo. V madžarskih zaporih nimate nezakonitih migrantov in imate tudi vedno manj teh, ki ljudi prevažajo in služijo na njihovi tragiki. In je zato tudi, ko vas kaj vprašajo, pa kako vi to predlagate, a so kapaciteta naših zaporov, nič ne bojo trpeli naši zapori. Če se bo videlo, da tu ni prehoda meje, migranti ne bodo šli čez mejo, ker bodo tvegali to, kar sem prej povedal, ampak se bodo pač usmerili drugam. In to takoj. To je, se pravi, popolnoma delujoč sistem, nedvoumen, bivši ministri so nam to povedali, tu smo imeli za sodelavce res ključne ljudi, ki so se s temi stvarmi ukvarjali. Ob tem pa želimo ohraniti polno človeško dimenzijo, smo odprti za begunce, ki prihajajo iz vojnih območij, za matere z otroki, starejše, celotne družine. Smo dali prehodno obdobje. Zakaj prehodno obdobje?
do mednarodne zaščite, do azila nisi upravičen, če ti, ko vstopiš v prvo varno državo, ne prosiš za azil. Zdaj prihajajo z nam sicer zelo redki begunci, večina je teh migrantov nezakonitih, ampak tisti, ko pride kot begunec, je šel čez Grčijo, Makedonijo, Srbijo, Bosno in Hrvaško, to so vse varne države. On nima formalne pravice pri nas zaprositi za azil, oziroma mi nimamo dolžnosti, da mu jo damo. Zato smo predlagali to prehodno obdobje, tisti, ki so na poti, jih bomo sprejeli, jih je par procentov med temi migranti, potem, da se pa ta zadeva zaključi, ampak to želimo poudariti zato, da povemo. Podpiramo, da Evropa in druge države investirajo mnogo več v razvoj tam, odkudar ti migranti prihajajo in da se te meje zaprejo, ker hočemo zaščititi Slovenijo, Evropo, naš način življenja, našo civilizacijo. Imamo pripravljene še dve zadevi, tudi preko državnega sveta, ker je pač to nek način za izvenparlamentarno stranko, sploh ob dejstvu, da smo zelo močni v državnem svetu. Eno je sprememba zakonodaje na področju denarnih nadomestil za brezposelne. Glejte, to je zdaj ena čudna potuha in nelojalna konkurenca podjetnikom. Imate stanje, da kljub temu, da delavcem manjka, je nadomestilo za brezposelnost, ki je sicer različno, glede na to, koliko časa si delal in tako naprej, je podobno kot minimalna plača. V enih primerih celo večja, v enih primerih pa pač manjša. Ampak situacija je taka, da brezposeln pride na zavod za zaposlovanje, ta ga napoti na neko firmo, tam pač se zmenijo tako ali pa drugače, ne dobi posla, gre domov in jemlje pol leta lepo plačo. Denar. Mi predlagamo, da vsak dela zmožen je dolžan vzeti službo, ki mu jo ponudijo, če jo pa ni, pa v istem trenutku opravljati eno od ponujenih družbeno koristnih del. Na zavodih, kot je lahko, zavod, šolski zavod, zavodi starejših ljudi, za otroke, izobraževalni, različni park in tako naprej. Če ne opravi tega družbeno koristnega dela, izgubi pravico do denarnega nadomestila. S tem se bomo izognili sivi ekonomiji, nelojalni konkurenci, in predvsem bomo pač nekaj pošparali in to se bo v trenutku spremenilo. In še ena stvar, s pomočjo Marije Bukovec smo pripravili spremembo zakonodaje na področju javnih naročil. Kot veste, zdaj, če spremljate, kaj se zdaj dogaja, tudi danes gospa Bratuškova in to, glejte, mi moramo vedeti, zdaj tako transparentno, kot se je zdaj pokazalo, zakaj Slovenija ni Avstrija ali pa Švica. Se nikoli od osamosvojitve ni pokazalo. Glejte, mi imamo drugi tir. Pustimo zdaj traso, ki ni ta prava, pa uno pa tretje. Pri prvem projektu, se pravi most čez Glinščico, ocenjen na 12 milijonov, so izločili nekoga, ki je ponudil 5 milijonov nižjo ceno. Pri 12 milijonih 5 milijonov, pri 120 milijonih 50 milijonov, pri milijardi 200, kolikor je zdaj ocenjeno, 500 milijonov. Torej, vi morate vedeti, da ste dobili sporočilo. Hvala lepa, z ljubeznijo, Vlada Republike Slovenije, 500 milijonov, nas veseli, kdaj se spet srečamo. Zakaj? Jaz to s polno odgovornostjo trdim, ker smo bili zraven, ko se je to prvič dogajalo. Isti način, praktično ist, 3 firme. Takrat so bili drugi, eni so v zaporu, eni niso. Zdaj delajo to druge 3 firme, zdaj delajo to drugi ministrstva in tako naprej. In če je kdo gledal Tarčo zadnjič, je lahko videl, kako je Erika Žnidaršič svojo ekipo razkrinkala hudodelno z družbo. V sestavi ministrice za infrastrukturo, direktorja 2 TDK in te ekipe. On jih je dobila, pač dokazala te zadeve. In mi predlagamo spremembo zakonodaje, ki bo pač te stvari preprečila. Evo, zdaj pa lepo pozdravljam dr. Ernesta Petriča, tukaj skupaj z Janezom Podobnikom. Evo, izvolite tukaj in bomo zdaj tudi kar dal dr. Petriču, kar besedo. Izvolite, dr. Petrič, kar tukaj. Petrič je trenutno svetovalec predsednika vlade, bivši države, bivši ustavni sodnik, vrsto drugih častnih nazivov, taktičnih in drugačnih. Nas pa predvsem veseli, da je simpatizer Slovenske ljudske stranke. Torej, prosim za besedo. 2 o Ivanu Omanu, o dr. Francitu Zagožnu ter o samem pomenu politične akademije. Prosim. Hvala lepa, spoštovane gospe, gospodje.
hvala za vabilo, gospod Podobnik, hvala. Bom rekel par besed. Mislim, da je vedno prijetno vsakomur od nas, kadar smo recimo v krogu ene stranke, ki ima tako veliko tradicijo, kot jo ima Slovenska ljudska stranka na Slovenskem in v slovenskem političnem življenju, od tistih davnih časov Avstro-Ogrske preko Jugoslavije do danes. Med prvimi je bila, ko je začela še v času Majniške deklaracije kazati pravzaprav v neko smer, ki je pomenila pravzaprav sicer nek korak v zgodovini, ki danes, ko gledamo nazaj, razbite Avstro-Ogrske, koliko je bilo to napredno, koliko je bilo to koristno, o tem se da debatirati. Zgodovinarji o tem debatirajo. Mogoče je zanimiv sam ta pogled, da v tistih časih je bila Krajinska po vseh statističnih podatkih bolj razvita od Koroške, Štajerske in tudi tistega, kar je danes Furlanija, Julijska krajina, danes pa ni več tako. Ampak pustimo to. V časih Jugoslavije je bila prav ljudska stranka steber slovenstva, tista, ki se je prizadevala z modro politiko, zato da bi Slovenija, Dravska badovina in Slovenija sploh imela neko vlogo in pomen. Po 45. letu ni slučaj, da je pravzaprav neka tradicija te Slovenske ljudske stranke bila tudi tisto, kar je v letu 1989 navedlo par mož, Ivan Oman je bil med njimi, pa tudi France Zagožen, pa še nekateri drugi, da so pravzaprav bili med prvimi, ki so videli na obzorju neodvisno Slovenijo. Ko včasih razmišljam, zakaj tako, bi si upal trditi zato, ker so bili temu že najbolj zakoreninjeni v slovenski zemlji. To so bili ne kakšni izobraženci, ki so zelo internacionalni, mogoče tudi sam spadam med te, ampak tisti, ki čutijo narodovo dušo. In te ljudje so imeli izjemno pomembno vlogo in jim gre vsa čast, vse globoko spoštovanje in na nek način je pravzaprav njihova vloga, pa že prej, zgodovina ljudske stranke, nek izziv za vse vas, da iz te stranke naredite spet eno močno, pomembno stranko na Slovenskem. Pot do tega je pa zahtevna. In tu bom pa zdaj navezal na tisto, kar je smisel današnjega sestanka ali pa vsaj moje prisotnosti tukaj, akademija, ki nosi ponosno ime po teh dveh velikih možeh, ki pa ima zelo, zelo pomemben pomen in pomembno bodočo vlogo. Gospe in gospodje, toliko časa sem že na svetu, pa vse mogoče funkcije sem upravljal doma in v tujini. Na Slovenskem se v glavnem ne ve, da sem bil svetovalec kolumbijske vlade, iraške vlade, v tistih časih, ko so mi bila doma vrata zaprta, in če si še tako trde glave, Gorenc, kar sem, nekaj se naučiš. Politika je zahtevna stvar. Voditi neko državo je zahtevna stvar. Voditi neko državo, ki prej nikoli ni bila država, je zahtevna stvar. Treba je veliko znati, treba je hoteti, treba je biti patriotičen, pa treba je tudi veliko znati. In človek bi pričakoval, da bodo stranke, pa tudi država, izjemno veliko vlagali v to, da bodo mladi politiki imeli vse možnosti, da se izobrazijo, saj oni so tisti, ki vodijo narod. Mi pa gremo včasih malce po drugi poti. Slovenci smo navdušeni, ko Peterka, ali kako mu že ime, skoči 260 metrov. Ampak Prevc. Pa tudi, če bi skočil 10 metrov več ali pa 10 metrov manj, že pišejo časopisi malo o tem po svetu, Slovence skočil, ampak veliko bolj pomembno je, da imamo
izobražene, sposobne politike. Zdaj pa, smučari naši trenirajo na ledeniku v Čile, pa na Großglocknerju, pa ne vem kje po svetu, imajo tiste, ki jim smučke mažejo, pa roblike brusijo, prtljago nosijo in tako naprej. Skrbimo za nje. Uspehi zato niso majhni. In ponosni smo na nje, tudi jaz. Ploskam, upam, da bomo zvečer premagali Poljake, tle v fuzbalu. Se razumemo? Ampak ni samo to. To delamo dobro. Ampak to, da bi pa imeli sposobne politike, tiste, ki vodijo narod, ki so odgovorni za narodovo in državno usodo, zato pa delamo premalo. In zato vidim to vaše delovanje akademije, ta poudarek na izobraževanju vaših politikov. Ne, mi nekoga zvolimo, sijajen je v tistem lokalnem okolju, veliko je naredil, ljudje ga poznajo. Pa pride pa v Ljubljano, pa so mogoče malo bolj zapletene stvari in voditi eno državo danes je zapletena zgodba. Se mu pa mogoče celo smejimo. Pa ne gre zdaj za to, ta stranka, ona stranka, tretja stranka. Premalo delamo v to smer. Če hočemo biti moderna država, če hočemo biti uspešna država, je treba zelo veliko vlagati v graditev naše politične elite. Znanje, akademija, možnosti, študija, sodelovanja, tudi s kakšnimi vam sorodnimi strankami v tujini. Na ta način bomo ostali del moderne Evrope. To je pa ključnega pomena. Kajti, če ne bomo uspešna, moderna, zahodna država, del tega jedra evropskega, če se bomo pustili zrin takole na rob, na nekakšen folklorni rezervat, dobro bomo igrali harmoniko, plesali bomo polko, avsenik in tako naprej. Ampak voditi neko državo ni samo to. In če se bomo na to raven pustili zrint, potem se našemu narodu slabo piše. Potem nam ne bo dobro. Zato recimo močno pozdravljam to vašo pobudo. Tistim mladim, ki so mogoče tudi, naj pa rečem takole. Politika je izjemno pomembna stvar. Nosili boste odgovornost, mladi, za usodo naroda. Izjemno velika odgovornost. Zato, da boste to lahko upravljali, morate hoteti nekaj več. Morate hoteti biti čim bolj izobraženi, čim bolj razgledani, čim več narediti iz samih sebe. Jaz vam na tej poti, vaši stranki in članov vaše stranke, mladim in starim, želim veliko uspeha in vse dobro. Hvala. Hvala lepa gospodu profesorju dr. Ernestu Petriču za spodbudne besede. Sedaj bi pa jaz nadaljevala. Obveščam vas, da je prisotnih 57 od 161 posameznih odborov oziroma pooblaščenih predstavnikov, 13 drugih članov glavnega odbora, torej nas je vseh skupaj 70 članov glavnega odbora z glasovalno in volilno pravico, kar pomeni, da je glavni odbor sklepčen. Zato bi prebrala predlog in sklep, po katerem bi potem kar prešli k glasovanju. Sklep se glasi: glavni odbor Slovenske ljudske stranke podpira predlog, da se politična akademija Slovenske ljudske stranke poimenuje po dveh največjih posebnostih Slovenske kmečke zveze in Slovenske ljudske stranke, Ivanu Omanu in dr. Francu Zagožnu. Da bi pa kar prosila, kdo je za na predlog. Ali bi prosila, če preštejemo, oziroma jaz vidim, da je vse zeleno. Hvala lepa, je kdo proti? Glejte, dol, je kdo proti? Ni nobeden. Se je kdo odstršal? Politična akademija se bo imenovala po Ivanu Omanu in dr. Francu Zagožnu. Predno pa gremo na kratko pogostitev, bi dala še besedo našemu evropskemu poslancu Francu Bogoviču, ter
Prav je, da spregovori Slovenska ljudska stranka drži besedo in Franciji se tega drži, kar je odločilo. Lep popoldan vsem, spoštovana predsednica, predsednik stranke, spoštovani dr. Petrič, sem res prav vesel, da ste z nami in da ste nam povedali to, kar tudi samo ocenim, da je bistvo vse zadeve. Preveč lahko miselno jemljamo politiko in premalo vlagamo v to in sam sem imel to priložnost od neke teh akademije obiskati in resnično tam, kjer se v državi zavedajo, tudi proračunska sredstva dajo za to zelo najbolj načrtno delo, se pravi izpostavljanje mladih kadrov in vesel sem, da ste to povedali ravno danes, to, ko mi posvečamo glavni odbor mladim in tem, kako pravzaprav mlade privabiti, zakaj vstopati v politiko, tako da iskrena hvala in ne dodam še to, da kar mislim, da je prav, da vemo in sam nekajkrat to poudarjam, sem že nekajkrat poudaril, da ima Slovenija to srečo, da je imela v 70 letih vlado gospoda Kavčiča, ki je takrat postavila koncept razvoja Slovenije malce drugače, kot se je postavil v drugih delih republike in med nami je minister tiste vlade, na katero mislim, smo resnično lahko ponosni in je na druga pota postavila slovenski narod, kot so se drugi takrat jugoslovanski narodi odločili. Tukaj sem zato, da, kot je dejala Darja, da izpolnimo to obljubo. Meni je žal, da smo poleti malo zamuštrali ali pa so nam računalniki malo zagodili, da nismo že to takrat naredili, ampak nikoli ni prepozno za dobre stvari, kot Ciril največ premislil, ko je rekel, da je prav, da se tako naredi, da v pauzi zdaj na nek način si nazdravimo temu uspehu, ki smo ga skupaj dosegli spomladi. Naj še enkrat izkoristim to priložnost, da se iskreno zahvalim najprej Marjan tebi, za tisto politično modrost, ki je bila potrebna in potem vodstvo stranke, da smo ugotovili, da je enostavno v sodelovanju, v tem, da se povežemo stranke, ki sorodno mislimo, tudi pravilna, pragmatična odločitev in hkrati neko tlakovanje poti za naprej. In to, da smo se takrat povezali s Slovensko demokratsko stranko, da smo naredili skupen nastop, je na nek način bilo nagrajeno potem na volitvah in tudi to, da ima Evropska ljudska stranka v Sloveniji 4 od 8 evropskih poslancev. Hvala tudi, moram iz tega mesta reči, kolegom iz SDS-a za zelo korektno kampanjo. To kot celotne kampanje smo imeli odlično sodelovanje, tudi medijski prostor smo si dobro razdelili in moram reči, da je res dobra izkušnja. Hvala Franciju Kanglerju, ki ga mislim, da ga danes ni tu, za odličen boj, za dobro tekmo. Oba sva se zavedala, da sva oba resna tekmeca, hkrati pa na tak način tudi politiki dokazala, da je treba enostavno iti, če uporabim malce športni izraz, na polnove volitve in na nek način smo pokazali in dokazali, da je seštevek najnih preferenčnih glasov je bil kar 5% vseh volilnih glasov in mislim, da je to neko dobro izhodišče za naše delo naprej. Hvala moji ekipi, s katero smo praktično cel mandat se trudili po najboljših močeh, še posebej pa v zadnjem letu te kampanje. Dovolite mi, da dam nek pogled na to, kaj se pravzaprav iz same te kampanje izluščilo, kot sem že dejal, prvič to, da je sodelovanje bilo nagrajeno z rezultatom, nagrajeno tudi z mandati. Zadeva bi se zagotovo drugače obrnila, če bi se liberalni blok povezal, pa se ni in na nek način smo v bistvu v okoliščinah, ki so bile včasih glede na preteklo sodelovanje tudi zahtevne, mislim, da resnično pravilno in prav odločili. Drugo, kar želim in na nek način povezujem s tem, kar je tudi dr. Petrič dejal. Drugič sem bil zdaj izvoljen, obakrat s preferenčnimi glasovi in v tem mandatu je bilo teh preferenčnih glasov precej več kot v prejšnjem mandatu. Dobro smo delali, zagotovo pa je bilo tudi to odraz neke programske usmeritve, nekega dela na terenu, kjer smo prihajali s vsebino med ljudmi in zagotovo je projektu pametnih vaseh, s katerimi smo se zapisali tako v slovenskem prostoru kot v evropskem prostoru, pripomogel in v bistvu smo nek način tudi zvabili ljudi, ki so mogoče za zgolj neko politično delo manj zainteresiran, po drugi strani pa so se poistovetili s vsebino, ki mislim, da je zelo pomembna tudi za nadaljni razvoj Slovenije. V tem mandatu ostajam v istih 2 odborih, kot sem bil doslej,
odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja in za odboru za regionalni razvoj, tudi v delegaciji za Srbijo, kar mislim, da je pomembno, da imamo Slovenci tu neko mesto. Zagotovo želimo to, kar sem že omenil, koncept pametnih vasi, ki sam rad rečem, da je nadgradnja koncepta policentričnega razvoja, ki ga je postavila Kavčičeva vlada, prilagojen 21. stoletju, da je to neka točka, tema, okoli katere mislim, da lahko tudi nadgradimo naše politično delo in hkrati damo nek pečat v tem slovenskem prostoru. Želim iskrenega sodelovanja tudi z inštitutom Antona Korošca, s Primožem, z Janezom smo tudi že v pogovorih, kako se organizacijsko teh zadev lotiti. Zagotovo pa so teme, kot je sedaj skupna kmetijska politika, kot je kohezijska politika, v kontekstu nove finančne perspektive, pozicije Slovenije v tem področju, tisto, kar me bo zelo zaposlovalo. Vsekakor se bom poskušal tudi iz teh izkušenj z lokalnega nivoja vključiti v ta del, kar se zdaj odvija v Sloveniji, tako na področju volilne zakonodaje, financiranje občin, ustanavljanja pokrajin, in mislim, da to je ena od stvari, ki je zelo pomembna za nadaljne mesece in pa potem te odločitve, ki bodo sprejeta za leta slovenskega razvoja. Vsekakor pa bom poskušal po najboljših močeh v sodelovanju z vodstvom stranke, s tajništvom, z vami vsemi, pomagati narediti to, kar je dr. Petrič dejal, vrniti Slovensko ljudsko stranko v parlament. Kar nekaj stvari, ki lahko tudi koristimo in pomagamo preko naše pisarne, ne nazadnje od tega, da se skupine ljudi odpravijo v Bruselj, se tudi naučijo pravzaprav, kaj je Evropska unija, da se te biti pomembne stvari zavedamo in da na nek način sokreiramo. Po drugi strani mladim, kar nekaj danes tudi tu med mladimi tisti, ki so izkoristili priložnost stažiranja v Bruslju, in po drugi strani tudi zagotovo bom poskušal po najboljših močeh s kandidati, ki bodo nas tudi zastopali na naslednjih volitvah, mogoče v kakšnih skupnih zgodbah, ko bomo razlagali o tem, kako vidimo razvoj Slovenije v sodelovanju, tudi potem pomagati stranke. Tako da hvala lepa še enkrat za sodelovanje, za številčno udeležbo na taboru, za zelo prizadevno delo v sami kampanji in pa skozi celoten mandat, kjer smo se precej družili, in na nek način obljubljam z zelo podobno ekipo kot doslej, da bo tako tudi v tem mandatu. Dobre stvari Slovenci zapijemo, nazdravimo, in danes imamo odličen razlog poimenovanja naše akademije po naših dveh velikanih. Pozdrav sinu in pa vnuku, dr. Franceta Zagožna, ki sta tudi med nami. In zato je meni pripadla čas, kot časi kdo reče, s tem je nek sem ali pa nekaj odprto, jaz vas pa lahko povabim na kozarček in pa na prijeten klepet v znani proste zone.